prenosne dela. Mesec poslavi. Se še ni začela. System error piše na strani. Pa mogoče ne bo. Če bi razvladni pijat. Simona, boš preverila. Skratka, dobrodošli na tiskovni konferenciji po 119. seji Vlade Republike Slovenije, ki je bila, kot ste ugotovili, kar dolga, precej zanimiva. Najprej vabim ministra za visoko šolstvo Gregorja Golobiča, ki bo predstavil uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov, o čemer se tudi že dejavnosti veliko govorilo ministra zavodov. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Danes je res vlada obravnavala to pomembno točko dnevnega reda iz njene pristojnosti. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in nekaterih drugih je v obravnavi, javni obravnavi z različnimi deležniki, najprej za te strokovne skupine, potem pa še posebej skupaj z lektorsko konferenco. Vmes je bila potem usticena tudi izredna seja pristojnega matičnega delovnega telesa Državnega zbora. Torej, več mesecev je trajala priprava te spremenjene uredbe. S to uredbo nadomeščamo uredbo, ki je od leta 2004 zakoličila nov sistem financiranja visokega šolstva, tako imenovani poslovni ramsam sistem financiranja, predvsem za univerze. Univerze dobijo nek delež javnih sredstev, s katerimi pa razpolagajo v skladu z lastnimi pravili, avtonomijo, suvereno. Ta uredba v pomembnem delu nadgrajuje prejšnjo, ne v smislu, da bi se odmaknili od tega poslovnega modela financiranja, ampak v smislu, da kriterije, kako se ta sredstva določajo v posamezni visokošolski ustanovi, ki so bili v preteklosti tudi zaradi evolucijskih razlogov, torej tega, da so mnoge univerze bile v fazi rasti, razvoja svojih različnih študijskih programov in članic, je temeljil predvsem na kvantitativnih kriterijih. Število študentov, vpisanih študentov in število diplomantov, razmerje med tem je bilo po večini ključen kriterij, merilo, po katerem so se sredstva delila. Zdaj to metodo spreminjamo in v ospredje kot v vseh naših prizadevanjih stopa kriterij kakovosti, ki se kaže skozi mnoge kazalce. To so povezani z presojami Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, zadevajo področje internacionalizacije, področje socialne komponente in nekaterih drugih, ki so v uredbi izpostavljeni. Tudi učinkovitost izvajanja študija, kar pomeni uspešnost zaključevanja študija študentov, ki v nek zavod vstopajo. Zagotavlja ta uredba skupaj s tem tudi bistveno večjo stabilnost financiranja, kajti financiranje je razdeljeno na dva stebra. To je temeljni steber, ki zagotavlja v pretežnem delu predvidljiv obseg sredstev, s katerimi lahko univerze in visokošolske ustanove v prihodnem obdobju računajo, da bodo izvajali svoj študijski program in tudi načrtovali svoj razvoj. Drug steber je ponovno razvojni steber, kjer bo zagotovljena dodatna sredstva in kjer bodo visokošolski akterji na razpisih po različnih kriterijih konkurirali za ta sredstva in iz njih financirali svoje pomembne razvojne ambicije. Med drugim tudi, ni to izključno ta vidik, ampak tudi ustanavljanje morebitnih novih članic, novih študijskih programov, vsega tistega, kar morda nimamo v ponudbi, visokošolski ponudbi v Sloveniji dovolj, torej, ker je ta premalo diversificirana. Seveda, pri vsakem takšnem dokumentu predstavlja poseben problem prehodno obdobje. Ko preideš iz enega stanja v drugega, je to potrebno zagotoviti nek zvezni prehod. Tako imamo, ker poteka v Sloveniji uvajanje novih študijskih bolonjskih programov, vrsto študijskih smeri, kjer ti programi še niso razvili v celotnem ciklu, torej obstajajo zaenkrat samo vpisani v prvi letnik oziroma v prve stopnje ali pa v prvi ali drugi, tretje stopnje. In zato smo zagotovili dodatna sredstva in bomo skozi to uredbo v prehodnih določbah omogočili, da se bodo na teh visokošolskih ustanovah neovirano odvili ti cikli do konca in da se bodo ta sredstva nadaljevanja tudi uštela v tako imenovan temeljni steber, iz katerega bo zagotovljeno stabilno financiranje.
To je nek vidik, ki je bil nekaj časa še odprt, predvsem zaradi tega, ker ni bilo jasno, ali bomo v proračunu 2011 razpolagali zadostnimi količino sredstev. Konec lanskega leta nam je uspelo v dogovoru z Ministrstvom za finance realizirati določena izplačila, ki so nam omogočila, da v letošnjem letu v proračunu razpolagamo z zadostnim obsegom sredstev, zato da se bo ves ta program in vse določile te uredbe lahko neovirano uveljavili, da visokošolske ustanove ne bodo v zvezi s tem imeli nobenih težav. To je v grobem osnovna vsebina te uredbe. Povedal bi še, da z njo anticipiramo pravzaprav določeno ureditev, ki jo prinaša v enem segmentu, ki prinaša nov nacionalni program razvoja visokega šolstva. Če lahko tudi to omenim, ta nacionalni program razvoja visokega šolstva, ki smo ga celotno lansko leto pripravljali, je v medresorskem usklajevanju, tik pred zaključkom medresorskega usklajevanja znotraj vlade in bo predvidoma v nekaj tednih tudi obravnavan na seji vlade. Sama Agencija za kakovost v visokem šolstvu, e-visoko šolstvo, uredbo o financiranju so točke, kjer že anticipiramo rešitve iz novega nacionalnega programa, ker ocenjujemo, da ni časa, da bi pravzaprav odlagali s spremembami, ki so predvsem orientirane v kakovost na tako pomembnem razvojnem segmentu kot slovensko visoko šolstvo in ker tudi novih dodatnih sredstev vemo, da je visoko šolstvo v Sloveniji podfinancirano in želimo ta trend obrniti. Vemo, da na primer je ogromno opreme na visokošolskih ustanovih odpisano, da sredstev za amortizacijo te ustanove praktično ne dobivajo, ampak če želimo ta sredstva smotrno nadaljevanje povečevati in jih učinkovito angažirati, potem je treba spremeniti tiste kriterije, po katerih se delijo in po katerih se tudi merijo učinki. Ta uredba to prinaša in v tem smislu en zelo pomemben korak naprej. Nas veseli, da so na koncu tudi člani rektorske konference, torej rektorji vseh 4 slovenskih univerz, podprli to rešitev. Seveda ne, da bi bili z vsem zadovoljni, vendar v okviru tistega, kar je mogoče zagotoviti, vsi skupaj smo na koncu ocenili, da gre za pomemben korak naprej k dvigu kakovosti slovenskega visokega šolstva. Naš namen pa je vsebino te uredbe v skladu z določbo ustave mimogrede, ki določa, da mora država financiranje univerz, tam piše državnih univerz, recimo javnih univerz, zagotoviti urediti zakon. In to doslej v vsej zgodovini od skoraj 20 let od javnosti ustave ni bilo resničeno. Želimo konec letošnjega leta po sprejemu novega nacionalnega programa vsebino te uredbe s korekcijami, ki jih bo letošnja praksa prenesti v nov zakon o visokem šolstvu in torej izpolniti to ustavno zahtevo po 20 letih zamude, da se to stabilnost financiranja visokega šolstva zagarantira tudi z zakonsko ureditvijo področja financiranja. Hvala, minister. Prosim za vprašanje, če so na to temo. Hvala lepa. Samo nekaj, ja, samo vprašanje. Minister, ali ste premijer Pahor je rektorjem zagotovil 20 dodatnih milijonov, a je tu že kaj na vidiku denarja? 1. decembra smo imeli sestanek v kabinetu predsednika vlade na pobudo rektorske konference, kjer so ga seznanili z določenimi težavami pri izvajanju svoje dejavnosti, predvsem z nekim manjkom, ki se je v preteklosti zgodil zaradi tega, ker je država pravzaprav z prehodom v bolonjski sistem, ki predpostavlja torej 4+1 ali 3+2, torej 5-letni študij, ni zagotovila financiranja tistega 5. letnika. To je eden od problemov bil, ki je potreboval tem problemom. Tam smo se sestanku, ki sem ga tudi samo udeležil z sodelavci, bili so prisotni tudi drugi ljudje iz kabineta predsednika vlade, dogovorili, da bomo v letu 2012 zagotovili dodatne sredstva. Mi jih vidimo predvsem v tem novem razvojnem stebru, ki ga ta sistem prinaša. Tudi takrat smo že govorili o tem novi ureditvi, ki jo ta uredba prinaša. In to je tudi v dokumentu, ki ga danes vlada sprejeta, zavedeno kot potreba po dodatnih sredstvih, ki bo v spremembah proračuna za 2012, ki je načrtovana. Podobno se je zgodila konec lanskega leta za proračun 2011, torej da bomo ta dodatna sredstva zagotovili. Hvala lepa. Pa vabim ministra za kmetijstvo Dejana Židana, ki bo predstavil dve ključni točki, ki jih imel danes na seji vlade, sicer zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih ter predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva do leta 2020. Zagotovimo si hrano za jutri. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje.
Danes je vlada sprejela dva dokumenta, ki sta za proizvodnjo hrane v Sloveniji ključna. Prvi dokument, ki je dejansko ključen, je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, skrajšan postopek. Gre za to, da dosedanjo normativno ureditev zaščite kmetijskih zemljišč nadomeščamo z novim sistemom, ki želimo, da je dosti bolj učinkovit. Dovolite, da vam preko podatkov predstavim, kako zelo je sedanji sistem bil neučinkovit. Mi smo leta 1991, navajam pa uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije, imeli v Sloveniji 561.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, konec leta 2009 pa samo še 468.000. Torej, v tem kratkem obdobju se je število hektarjev zmanjšalo skoraj za 100.000 oziroma za 92.000 hektarjev, kar je za 16,5%. Najboljši kmetijski zemljišč, to so njiva in vrtove, smo imeli leta 1991 195.000 hektarjev, potem ko jih imamo konec leta 2009 175.000, torej zmanjšanje skoraj za 20.000 ali 10%. To so podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Da povem, kako je zadeva dejansko resna, bi še rad vam prikazal podatke Eurostata iz leta 2010, ki navaja, da je obdelovalne površine na prebivalca povprečno v Evropi 2093 kvadratnih metrov, v Sloveniji pa samo 886 kvadratnih metrov, kar pomeni, da smo od 27. na 24. mesto. Z spremembo zakona urejamo 4 pomembne zadeve. Prvo je seveda varovanje kmetijskih zemljišč, in sicer na način, da ločimo trajna kmetijska zemljišča, to so tiste kmetijska zemljišča, ki so za proizvodnje hrane v Sloveniji najbolj pomembna. Teh bo predvidoma 150.000 hektarjev in ta kmetijska zemljišča izjemno ščitimo in planerjem prostora povemo že vnaprej, da v bistvu ne planirajo brez teh kmetijskih zemljišč. In ostala kmetijska zemljišča, ki bo potem predvidoma 350.000 hektarjev, to so kmetijska zemljišča, ki jih prav tako varujemo, vendar pa tudi razumemo prostorske potrebe. Uvajamo pa novi mehanizem, to je finančno nadomestilo. Kaj je finančno nadomestilo? To je tista vrednost, ki nam omogoča, da če nekje izgubimo hektar kmetijskega zemljišča, da nekje druge hektar kmetijskega zemljišča spostavimo. Sprejemanje in določevanje trajnih kmetijskih zemljišč poteka dvofazno. Na ravni države sprejmemo uredbo o strateški trajnih kmetijskih zemljiščih, ki jo potem na ravni občin implementiramo preko prostorskih občinskih planov, kjer so vključeni vsi urejalci prostora in ne samo kmetijski prostor. Naslednja zadeva, ki jo seveda moramo reševati, je zaraščanje. To, da tako izgubljamo kmetijska zemljišča, to ni samo posledica organizacije, ampak tudi zaraščanja. Proti zaraščanju se bomo borili z dvema metodama. Prva je aktivna politika, ki omogoča, in to tudi podprto z finančnimi sredstvi, omogoča ponovno aktivacijo kmetijskega prostora, hkrati pa povsem spreminjamo sankcije. V fazi javne razprave je bilo mnogokrat povedano, da je mnogo prometa za kmetijskimi zemljišči poteka na način, sicer zakonom ni omejen, ni pa željen, preko darilnih pogodb. Iz posameznih upravnih enot so navajali, da je celo do 80% prometa potekalo preko darilnih pogodb, čeprav mislim, da je znano, da Slovenci nismo tako zgododarni. Posledica tega je tudi tole, da so sedaj kmetijska zemljišča preko geodetske uprave ocenjena napačno, previsoko, vse tisto, kar je prišlo v zajem statistični. Preko vrednosti je pogosto predmet špekulacije. Torej, mi omejujemo darilne pogodbe na družinske člane in možnost tudi na državo in občino. Pomembno je, da zmanjšujemo administrativne ovire. Administrativne ovire so povzročile, da zemljiške operacije, najbolj pomembna izložba kmetijskih zemljišč, niso potekale zadosti hitro, čeprav so nujno potrebne. Kaj spreminjamo na področju administrativnih ovir? Zmanjšujemo potrebna soglasja na 2/3 in hkrati bistveno povečamo postopke, pospešimo postopke. Tisto, kar bi rad pri tem osnutku zakona povedal, je, da s tem osnutkom zakona prihajamo nekaj kasneje v državni zbor, kakor sem napovedal. Napovedal sem, da bo to v novembru ali decembru, to pa zato, ker smo se odločili, da na poziv skupine, ki se imenuje odgovorni do okolja, odgovorni do prostora, to je skupina, ki združuje največje strokovnjake z področja prostorskega planiranja krajine v Sloveniji. Ta skupina nas je prosila, če z njimi zakon uskladimo, zato ker imajo za naše posamezne cilje boljše rešitve. In to po nujnem roku smo sprejeli in zdaj tudi pred vami te organizirane skupine slovenskih strokovnjakov tudi zahvalil.
Zelo pomembna so bila tudi usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor. Ta usklajevanja so bila končana v torek. Moram reči, da v fazi teh usklajevanj smo marsikatero nejasnost, ki se je mnoga leta in desetletja v Sloveniji pojavljala, pa ni bila razrešila, tako da tako jaz, kakor minister Roko Žarnic, smo na svoje ljudi zelo ponosna, ker smo šli ta korak. Danes je pomemben dan tudi zato, ker je vlada sprejela resolucijo, ki ima zgovorno ime. Govori, zagotovimo.si hrano za jutri. Gre za resolucijo o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Zakaj je ta dokument potreben? To je strateški dokument, ki določa način proizvodnje hrane v Sloveniji. Ta način proizvodnje hrane mora biti usklajen s novimi smernicami in kateri so glavni strateški cilji. Prvo je zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. Drugi strateški cilj je povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva. Tretji, trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin. In zadnji, pa ne najmanj pomemben, zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja, to pa v sodelovanju z drugimi politikami. Te strateške cilje bomo dosegali z pomočjo prednostnih programskih usmeritev, jih je 7, ker so tako zelo pomembne, dovolite, da vam jih preberem. Prva je zagotavljanje stabilnih proizvodnih in ekonomskih razmer za kmetijstvo, druga prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in povezanih panog, nato ohranjanje rodnosti tal in proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, naslednjo učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig in večja prepoznavnost domačih proizvodov, peta, krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine, naslednja socialno vzdržen in skladen razvoj podeželja in zadnja, torej 7. programska usmeritev, večja vloga znanja in njegov učinek. Posamezne programske usmeritve so določene potem z operativnimi cilji in potem načeli in mehanizmi ukrepanja. Ta dokument, resolucija, je relativno kratek, ker zajema zelo široko področje, vendar je hkrati osnova za sprejemanje operativnih izvedbenih programov. Ti programi se vertikalno po sektorjih pripravljajo, se že pripravljajo, skupine so ustanovljene in delajo. Na vsakem sektorju gremo po načelu stanje, opišemo stanje, ki trenutno je, stanje v sektorju, kakšnega želimo, da bo leto 2020, pot, kako pridemo do njega, z katerimi resursi je to potrebno izvesti in kaj so kazalniki. Potrebno je povedati, da operativne izvedbene strategije bodo seveda končane šele takrat, ko bodo končana pogajanja za skupno kmetijsko politiko in bo znan finančni razrez za to, ker proizvodnja hrane je politika, ki je evropska politika. Da vas spomnim, 40% evropskega proračuna je namenjeno ravno za politiko, skupna kmetijska politika. Hvala, minister. Prosim, kakšno vprašanja? Najlepša hvala za pozornost. Tako ima ministrica za gospodarstvo Darja Radič, ki je imela danes na vladi en lep sklop zakonov, sicer zakon spremembe zakona o spodbujanju neposrednih tujih investicij, zakon spremembe zakona o preprečevanju konkurence ter poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za izvajanje akta za malo podjetje 2010. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. No, čisto na kratko, danes smo sprejeli tisti težko pričakovani zakon, in sicer zakon o spremembah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katerim Urad za varstvo konkurence preoblikujemo v samostojno neodvisno agencijo za varstvo konkurence. No, to je tista tema, ki smo zdaj je kar bila v javnosti tudi malo izpostavljena in celo nekje postavljena kot razlog za odstop gospoda Sorška, čeprav smo potem ugotovili, da to pravzaprav ni tako. Evo, v glavnem danes vlada je zakon sprejela, z tem zakonom agencija za varstvo, Urad za varstvo potrošnikov bo postala neodvisna agencija. Imela bo 3 organe, in sicer svet agencije, direktorja in pa posebno strokovno komisijo za varstvo konkurence. Zdaj pristojnosti so zelo jasno razmejene med vsemi 3 organi, direktor je pač tisti, ki vodi
samo delo agencije in začenja posamezne postopke za ugotavljanje kršitev na področju konkurence. Potem imamo tukaj Komisijo za varstvo konkurence, ki je strokovni organ in ta komisija je tista, ki bo zdaj pristojna za odločanje o posameznih zadevah. Potem imamo pa še svet agencije, ki je pa, bomo rekli, tisti klasičen nadzorni organ agencije in skrbi za pravilno, zakonito poslovanje agencije. No, ključna sprememba, ki zagotavlja večjo neodvisnost in odločanja agencije zdaj za varstvo konkurence, je ta strokovna komisija za varstvo konkurence. V njej bo imenovanih 5 članov, predlog je tak, da te člane imenuje državni zbor in sicer 4 na predlog vlade, enega pa na predlog sodnega sveta. 3 člani te neodvisne komisije bodo iz vrst zaposlenih na agenciji, seveda vsi morajo biti strokovnjaki, 2 pa bosta zunanja strokovnjaka. V bistvu je ta komisija nekaj podobnega, kot je bil zdaj senat. Za vsak primer varstva konkurence se je oblikoval poseben senat, kjer je bil vedno član direktor in potem še 2 zaposlena. No, zdaj direktor bo vedno izločen, direktor ne sodeluje pri odločanju, pripravlja zadeve, zbira dokaze, gradiva, ampak potem končno sodbo ali pa razsodbo pa je pa v pristojnosti te komisije. In kar je poanta tega, ali pa kar je novost v novem zakonu, je ta, da se bojo člani komisije, 3 člani komisije se bojo za vsak primer imenovali. Ti člani komisije se bojo izbirali naključno, se pravi, se bojo žrebali, tako da pred odločanjem se bo vedlo nekdo, kateri 3 člani te komisije bojo odločali v posameznem primeru. S tem se želi na čim bolj, veste, omejiti ali pa onemogočiti kakršnokoli vplivanje kogarkoli na strokovno odločitev članov komisije. Toliko mogoče o tem zakonu. Zakon bo šel zdaj po rednem postopku v parlament, pričakujemo nekje, da bo sprejet aprila. Sprejemo zakona sledi akt o ustanovitvi agencije in načrtujemo, da bo 1.1.2012 agencija tudi že polno funkcionirala. V tem vmesnem obdobju pa seveda Urad za varstvo konkurence upravlja vse postopke in s 1.1. seveda vsi nedokončani postopki pridejo na agencijo. To je ta zakon. Potem je danes vlada sprejela tudi zakon o spremembah zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizaciji. Tukaj gre za nujni postopek in za eno manjšo spremembo zakona in sicer gre za spremembo v delu, ki se nanaša na določanje kriterijev in meril za dodeljevanje neposrednih finančnih spodbud tujim neposrednim investicijam. Dejstvo namreč je, da smo do zdaj imeli te kriterije in merila za izbor tujih neposrednih investicij določenih v uredbi. Tako imenovani 22. člen, zelo slavni, člen, na podlagi katerega smo odločali o posameznih tujih neposrednih investicijah in sklepali tudi neposredne pogodbe. No, ker se je za začetkom tega leta spremenil zakon o javnih financah, ki ne dovoljuje več sklepanja neposrednih pogodb, razen če to ni v posebnih področnih zakonih posebej urejeno, smo seveda zdaj mi morali na hitro spremeniti ta zakon, zato da smo si zagotovili pravno podlago. Dejstvo pa je, da imamo v delu kar nekaj tujih neposrednih investicij in zaradi tega seveda nujen postopek, ker želimo seveda, da se te investicije tudi čim prej izpeljejo. Drugače pa za to leto pripravljamo pa pravo, celovito prenovo zakona o tujih neposrednih investicijah in internacionalizaciji, kjer bomo naredili še določene spremembe glede samega načina izvajanja internacionalizacije. Predvidene so organizacijske spremembe, to sem že povedala, neparkrat načrtujemo reorganizacijo Slovenske turistične organizacije, JAPT-ja, TIA, vseh teh izvajalskih organizacij, ene bolj sodobne oblike organizacijske za spodbujanje in promocijo gospodarstva. No, ampak ta zakon bomo delali počasi, lepo premišljeno, tudi ni nobene potrebe za hitenje in pričakujemo do konca leta, da ga bomo tudi sprejeli. To sta bila 2 zakona, no potem smo pa danes je vlada obravnavala tudi poročilo o izvajanju akta za mala podjetja. Kot veste, je vlada maja 2010 sprejela akt za mala podjetja, v katerem je določila
10 prednostnih ukrepov, s katerim naj bi pomagala predvsem malim in srednjim podjetjem pri izboljšanju in lažjem poslovanju. No, jaz moram reči, da zdaj s tem poročilom sem kar zadovoljna. Največ smo na področju malega gospodarstva naredili na področju zagotavljanja finančnih virov za rast in razvoj, tudi za samo ustanavljanje podjetij. Tudi skozi ves čas krize smo podpirali razvojno aktivnost v malih podjetij, pravzaprav podprli 3500 podjetij in čez 500 milijonov evrov vložili na to področje, kar ni malo in bo tudi daje že določene rezultate. Kot je na poseben taka stvar ali pa napredek, ki smo ga naredili na področju spodbujanja malih podjetij, zagotovo tudi ustanovitev sklada tveganega kapitala oziroma razdelitev sredstev za tveganega kapitala med privatne družbe tveganega kapitala, kjer seveda tudi že pričakujemo 6 pogodb že sklenjenih, pričakujemo že tudi prve konkretne investicije iz tega naslova in pa seveda naj omenim garancijski sklad, ki smo ga oblikovali preko Slovenskega podjetniškega sklada, za katerega sem prepričana, da zdaj že s potencialom 170 milijonov evrov smo pa marsikateremu malemu podjetju pomagali, da je lažje prebrodil tako likvidnostno krizo, kot tudi si zagotovil sredstva za razvoj. Seveda je bilo nekaj stvari narejenih tudi na področju odprave administrativnih ovir, da ne porabim vsega časa. Kompletna informacija in poročilo bo objavljeno na naših spletnih stranih. Toliko mogoče z moje strani. Hvala, ministrica, kakšno vprašanje na te 3 teme ali na gospod Kadina Zoli? Vesna Zadravec, RTV, eno vprašanje bi imela in sicer najprej me zanima, koliko sredstev je predvidenih za agencijo, če že ste kaj govorili? Za agencijo govorili smo samo o povečanju, kakšni so zdaj finančni učinki s samim preoblikovanjem. Tukaj smo ocenili finančne učinke nekje v višini 300.000 evrov, ker seveda zdaj bo šlo za samostojno agencijo. To pomeni, da mora imeti tudi vse tiste administrativne funkcije od kadrovske, finančne, informacijske, ki smo jih zdaj upravljali seveda v okviru ministrstva po svoje organiziranih. Koliko bo pa zdaj budžet agencije za izvajanje njihovih aktivnosti, je pa odvisno od tega, v kakšni višini ga bo potrdil državni zbor. Tudi v tem recimo ena taka pomembna sprememba zakona, finančni načrt agencije je samostojen, ni več direktno pod vplivom Ministrstva za gospodarstvo in potrjuje budžet za delo te agencije državni zbor. Potem me zanima še, kaj se dogaja z Uradom za varstvo potrošnikov, kdaj bo predlog izmenitve na vladi? No, ravno zdaj po tiskovki imam ta prvi sestanek z mojimi sodelavci. Zdaj smo namreč oblikovali nov tim, ki bo poskušal področje varstva potrošnikov urediti. Moram reči, da so mi pripravili že zelo dober predlog, mi gremo v ukinitev urada, bomo funkcije tiste, ki jih je potrebno izvajati znotraj državne uprave, ker zakonodaja sprejem nacionalnih programov, bomo obdržali v okviru oddelka na Ministrstvu za gospodarstvo. Kot sem že rekla, vse tiste aktivnosti varstva potrošnikov, ki obsegajo promocijo, informiranje, osveščanje potrošnikov, bomo pa z razpisi prenesli na nevladne organizacije. Kdaj pričakujemo ukinitev to oziroma to sposobnost? Tu proces teče zdaj. Mi smo s postopkom začeli, tukaj gre za spremembo uredbe, kakšnih par mesecev bo verjetno proces tekel, ampak postopek se je že začel. Pa še to me zanima, v bistvu, kaj se dogaja s praznimi stanovanji oziroma kako daleč je ta odločitev glede teh praznih stanovanj, s katerimi naj bi vladal oziroma naj bi dali na trg. Jaz moram reči, da tukaj odločitve še ni. Moram tudi poudariti, da Ministrstvo za gospodarstvo je v tem primeru samo koordinator in organizator vseh teh aktivnosti in ukrepov, ki smo jih pripravili za pomoč gradbeništvu. Ključno vlogo pri tem konkretno pri skladu ima Ministrstvo za okolje in prostor in pa Ministrstvo za finance, v tem okviru tudi stanovanjski sklad, ki se še niso izjasnili. In če mene vprašate, po mojem, to tudi kaže na določene pomisleke v zvezi s tem predlogom in po mojem je možnost, da bo dejansko prišlo tudi do resničitve tega predloga vedno manjša. Glede na to, da pa trg oživlja, ker pa zdaj kažejo tudi
vsi podatki, ne, glede na to, da se tudi kreditna dejavnost bank, gospodinstvom, ne, prebivalstvu, tudi za stanovanje ne povečuje, pa je tudi že vprašanje, ali ta ukrep pravzaprav še smiselen. Še kakšno vprašanje za ministrico? Če ne, hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Pa vabim predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo imel informacije o drugih sklepih današnje seje vlade, o katerih smo govorili več časa. Predsednik, izvolite. Dobar dan, spoštovani gospe in gospodje. Vlada se je, če smem začeti, na koncu njenega dela pogovarjala, izmenjala mnenja in sprejela nekatere odločitve, ki so povezane z razmerami v Egiptu. Državljanom Republike Slovenije, ki se še nahajajo v Egiptu, svetujemo, da se čim prej vrnejo domov, tako njim kot tudi organizatorjem skupinskih potovanj, pa bo ministrstvo pomagalo, da bo pot domov izvedena na varen način. Sestanek ministrstva za zunanje zadeve z turističnimi agencijami bo danes popoldne ob 4. uri. Rad bi povedal, da smo imeli danes zelo delovno in uspešno sejo vlade, potem, ko smo v januarju določili prioritete, smo jih tudi že začeli izpolnjevati. Ministrice in ministri pred mano so nekatere od sklepov vlade že predstavili. Jaz bi vam bil zdaj na voljo, ker odhajam v Bruselj, jutri je pomemben svet, na voljo za vprašanje. Prosim. Druga pa, kjer gospod predsednik, dve vprašanje, če lahko. Prvo, kaj je vlada sklenila v zvezi s pogodbo s Patrijo? In drugo vprašanje, ali je že kaj več informacij v zvezi z vašo potjo v Združene države Amerike v začetku februarja se boste srečali z Barakom Obamo? Najprej glede prvega vprašanja. Danes je vlada pod točko zaupno obravnavala nadaljne reguliranje rešitve vprašanja zadeve Patrija in pričakujem, da bo do konca meseca, danes je bil sklep o nadaljnem procesiranju sprejet soglasno, soglasno sprejela tudi konec februarja. O vsebini pa danes še nisem dolžan govoriti, ko bo dokončno sprejet sklep, pa bomo javno seznanili z njim. Jaz odhajam v ponedeljek na delovni obisk v Washington na povabilo podpredsednika Združenih držav Amerike, gospoda Bidena. Srečal se bom tudi z pomembnimi predstavniki političnega življenja na Kapitolskem igrišču. Srečal se bom s predstavniki poslovne skupnosti, imel bom nekaj drugih razgovorov, predavanje na Georgetown University in seveda, kot rečeno, glavni in ključni obisk v Beli hiši. Kot je bilo rečeno, odhajam na povabilo podpredsednika Bidena. V navadi ni, da bi ob takih obiskih, ki so delovne narave, bil predsednik vlade druge države sprejeti od predsednika Obame, vendar pa te možnosti ne izključujem. Hvala, vprašanje naprej. Vesna? Jaz bi imela vprašanje in sicer zanima me samo komentar glede menjave oziroma upokojitve Krambergerja, če mogoče imate kakšen komentar na to temo? Ne, to niso zadeve, ki bi zadevali državo. Pa še zanima me glede insolvenčne zakonodaje, če ste se kaj pogovarjali, pri tem ne mislim plačilno nedisciplino zakoni, ki so pripravi, ampak prav insolvenčna zakonodaja, kot je bilo govora, ko je SCT pač ustavno oziroma Zidar ustanavljal svoje podjetje. Govorilo se je, da ne bo, kaj v bistvu bilo sprejeto. Resorska skupina dela na tem. To sem zadnjič povedal, da smo se pogovarjali na vladi in pripravlja se, zdaj mislim, da že v tretje poskus novelacije, tako da bomo lahko regulirali probleme, ki jih je naplavila kriza. Naprej vprašanje. Še te Slovenije. Samo eno vprašanje, zdi se, ko se v teh klauzurah pač
bila je ena od prioritet vlade do konca mandata tudi reforma javnega sektorja. Pa me zdaj zanima, nekako v zadnjem tednu oziroma zadnjih dneh smo dobili ta občutek, da v bistvu se ta reforma nekoliko umika volilni zakonodaj, če lahko temu tako rečemo. No, najprej pojasnim, da ne bo nesporazumel, mi smo se dokončno dogovorili o prioritetah in vlada jih je zdaj pripravljena izpeljati tako vesno in uspešno, kot je to uspelo pri izhodni strategiji, ker je samo še nekaj zakonov, ki niso stopili v veljavo. To je uspela v enem letu. Tako smo danes sprejeli zakon o kmetijskih zemljiščih, enega od zakonov, ki ga lahko razumemo kot pomembno strukturno reformo in ga je bilo potrebno z deležniki usklajevati precej časa. Sprejetje zakon o varstvu konkurence. Prav tako sem danes opravil razgovore z nekaterimi ministri, ki pripravljajo zakone iz paketa teh prioritet v nadaljnjih tednih in mesecih in med njimi je tudi zakon, ki bo moderniziral javni sektor, javne zavode. Jaz sem danes opravil razgovor z ministrico Irmo Pavlinič-Krebs in določila sva časovnico, ki bo omogočala, da bo zakon, ki je v pripravi oziroma paket ukrepov, ki so v zakonodaji predvidoma do konca februarja tudi na ravni vlade že obravnavan. Torej, delo na ravni strokovnih skupin, zdaj na ravni medresorskega usklajevanja v polnem teku in pričakujem, da bomo do konca februarja na ravni vlade dobili verjetno tudi že na prvi predlog. Zdaj več, če ste že omenili, da si želite bolj vitek, bolj fleksibilen javni sektor, me zanima, boste torej pri tem ustrajali. Kakšno je vaše optimalno število ministrstva, vendar ne bi bilo to nekako priprava za zmanjševanje števila ministrstva? Zakon oziroma ukrepi bodo pripravljeni v tej smeri. Predlagam, da pustimo, da pristojna ministrica najprej predstavi predloge, potem pa boste videli tudi, kako bojo ti sprejeti nadalje. Ja, ta ista ministrica naj bi že pripravila spremembe volilne zakonodaje in jih usklajevala, to so zdaj neuradne informacije, da me zanima, če te že usklajevala, naj bi že tudi z opozicijsko SDS. Zdaj me zanima, je bilo karkoli govora o tem včeraj na skupnem sestanku vseh predsednikov strank, oziroma za kdaj... Ne, sej, za kdaj to načrtujete kot predsednik vlade, glede na to, da potrebujete širšo podporo, pa zanima me, če je torej tudi volilna zakonodaja že podpora za širšo. Hvala. Vlada je pripravila vse potrebne zakone z tega področja, med drugim tudi zakon o nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo župana in druge, med drugim tudi volilni zakon in poskuša dobiti dvotretjinsko večino za njegov sprejem, ker je to pogoj. Samo podprašanje, ali drži, da v vaši stranki ne želijo vsi podpreti zakona? Jaz danes govorim kot predsednik vlade in bodo predstavniki stranke na voljo, tako da ne na tej tiskovni konferenci. To velja tudi za vse ostale ministre iz drugih strank in ker se držijo tega pravila, se ga moram tudi jaz, ker se ga jaz ne zahtevam. V redu, naprej? Zdaj še eno vprašanje, če gledamo na aktualne zadeve. Gospod predsednik, Slovenci imamo precejšno egiptovsko investicijo v Kranju iz Krajemeto. Ali po vaših podatkih kakorkoli pričakujete, da se bodo dogodki v Egiptu poznali tudi posredno ali pa neposredno v slovenskem gospodarstvu? Rečeno, je vlada danes na mojo pobudo izmenila mnenje o dogodkih v Egiptu, pravzaprav o dogodkih, ki zadevajo celo področje držav Magreba, v bistvu bi lahko rekli celotni Bližnji vzhod. Gre za zelo občutljiv del mednarodne skupnosti. Zelo pomembno je, kako se bodo zlasti v Egiptu regulirali procesi demokratične tranzicije, ki jih seveda Slovenija kot del demokratičnega sveta pozdravlja in upa, da bodo izvedeni po mirni poti in da bodo lahko ljudje demokratično izvolili predstavnike oblasti. Vendar so to seveda njihove notranje zadeve in se valne Slovenija več od tega načelnega stališča ne vtika. Z Egiptom
ki bo imel oblast, upamo, izvoljeno po demokratični poti, da si želimo ohraniti odlične politične odnose in seveda tudi dobro gospodarsko sodelovanje, ki je v vzponu. Mi smo pomembno povečali blagovno menjavo z vsemi državami v tem delu sveta. Veste, da smo ga tudi nekajkrat obiskali in si ne želimo, da bi nek nenadzorovan proces političnih sprememb bi pripeljal do večjega nasilja nepredvidljivih razsežnosti, zaustavil in proces demokratičnih sprememb po mirni poti in seveda tudi normalno gospodarski napredek teh držav, ker veste, da je velik del upora povezan s socialnimi razmerami v teh državah in seveda trgovino tega dela sveta z drugim med njimi tudi. Zaenkrat pa ne ocenjujem, da bi do zdaj lahko imeli ti dogodki konkretne posledice za to konkretno investicijo. Boste skušali tudi tem turističnim agencijam kaj finančno pomagati? Je kaj predvideno v tem? Danes je vlada na koncu, ko smo razpravljali o razmerah, pretehtala, da je varnost naših državljanov na prvem mestu in da bo temu podredila tudi vse ostale odločitve, tudi finančne. In zato, ker ocenjujemo, da se razmere poslabšujejo iz ure v ure v Egiptu. Mi smo večino naših državljanov, ki so bili v obeh osrednjih mestih protestu, Aleksandriji in Kairu, umaknili. Rad bi pohvalil diplomatske uslužbence v Kairu, ki recimo prenočujejo v avtomobilu čez noč, zato da lahko zaradi policijske ure nudijo siceršnjo pomoč na letališču vsem, ki se vračajo domov. Prav tako, ki pomagajo vsem, ki iz drugih mest želijo vrnitve v Slovenijo. Čeprav so naši ljudje zdaj v glavnem v turističnih naseljih, gre za, mislim, da 144 državljanov in zaenkrat še nobena od drugih držav Evropske unije ni sklenila, da se morajo vrniti domov, pa smo se mi vendar odločili svetovati državljanom, da se vrnejo domov in danes bomo poskušali na popoldanskem sestanku s turističnimi agencijami ugotoviti, kako bi bilo to najprimerneje narediti, ker kot rečeno ocenjujemo, da se stvari hitro spreminjajo iz ure v ure in kot veste, so protestniki postavili za konec tedna tudi ultimate. Mi moramo imeti pred očmi te ultimate, zlasti če zahteve protestnikov ne bodo izpolnjene, tako da, kot rečeno, da odgovorim še enkrat na vprašanje, vlada je danes temu namenila posebno pozornost in postavila varnost naših državljanov na prvo mesto in vse bomo podredili temu, da se bodo varno vrnili domov. Pa boste tudi svoje ljudi odmaknili? Prosim? Diplomate? Ne, tega ne načrtujemo. Tudi novinarjev ne bomo. Gospod predsednik, jaz sem še to vprašala, glede na to, da so za konec tedna v Egiptu zlasti za jutri napovedane res ogromne demonstracije po petkovih molitvah. Me zanima, načeloma je dogovorjeno, da naj bi se slovenski turisti iz Šarm el Šejha in Hurgade vrnili v soboto. Ali je to, po vaši oceni, lahko morda že, upam, da ne, vendar ne dan prepozno, in kako danes v luči teh razvoja dogodkov v Egiptu gledate na odločitev, da se je v času, ko so nekatere države, sicer ne članice Evropske unije, pa vendar že evakuirali svoje ljudi iz Egipta, iz Slovenije tja odleteli 2 letali z približno 150 slovencev, turistična naselja sicer. No, ministrstvo je odsvetovalo pot v Egipt. Danes tudi vlada uradno svetuje vsem, da se čim prej vrne in bo poskrbela skupaj s turističnimi agencijami, da bo to storjeno na varen način. Vsekakor odsvetujemo, da bi se kdo še odpravil kamorkoli v Egipt. Stvari se zaostrujejo iz ure v uro. Res je, da se, kot sem rekel, še nobena od držav Evropske unije ni odločila za to, da poskrbi za vrnitev vseh svojih državljanov, torej tudi tistih, ki letujejo v letoviščih 1000 km stran od Kaira domov, vendar pa smo se mi odločili
za ta korak, ker smo preprosto odločili, da je vlada danes pred odgovorno nalogo, da prouči varnost ljudi in potem je bila tudi z moje strani presoja, da se stvari tako zaostrujejo, zlasti zaradi napovedanih ravnanj protestnikov. Pravim še enkrat tukaj ultimat, vi ste sami rekli, da so lahko v soboto stvari že tako dramatične, da morda vrnitev ne bi bila mogoče. Tako da je, tako, zato je vsaka ura pomembna in zato smo se danes tako odločili, kot smo se. Jaz mislim, da ne glede na stroške, ki bi jih to zdaj ta hip imelo, moramo ta korak poduzeti. To niso bili predvidljivi dogodki, ko so se turisti tja odpravljali, dostopili so kasneje in tukaj moramo zdaj ravnati kot država, ki mora, ne samo da mora pomagati ljudem. Kdaj se bodo pol vrnili Slovenci šalni? Čim prej. Čim prej. Je to danes, je to jutri, vredno? Ob 4. uri bomo imeli sestanek z turističnimi agencijami. Morate vedeti, da gre tukaj za vrsto vprašanj, ki jih je potrebno rešiti, ampak tisto, kar je bistveno, je odločitev vlade, da ima Ministrstvo za zunanje zadeve in vse druge pristojne službe v državi vsa pooblastila, da skupaj s turističnimi agencijami varno pripeljejo domov naše ljudi. Zvedo? Še kakšno vprašanje? Dobro, hvala. A ste bili tej sestanku s turističnimi agencijami? Hvala lepa. V bistvu, 160. Ja,